Kako ste vi, sem že videla. Kako sem jaz, bomo pa zdaj videli. Jaz rada živim to, kar govorim, kar pomeni, da so moje priprave na to predavanje izgledale malček nenavadno. Od tega, da sem nagovarjala na ključne mimoidoče, jim dajala komplimente, jim delila čokolade, do tega, da sem sprejela en izziv, ki sem ga dobila od svojega dragega za 31. rojstni dan. Dva, ena. Ena. Moje vprašanje je, kaj ste videli tukaj? Strah? Veselje? Pogum, adrenalin? Ja, vse to. To, kar je najbolj zanimivo je, mogoče pa, kaj pa vi mislite, da sem jaz doživljala? Vse to. Zelo podobno kot v tem trenutku. Se pravi, potne in hladne roke, rahlo mehka kolena, rahlo se tresem, rahlo povišan glas in močno povišan srčni utrip. Skratka, zelo podobno kot zdaj. Ampak te stvari se potem v samem skoku ne vidijo. In to je prva stvar, ki bi jo želela z vami deliti in kako se to celo predavanje vklopi v današnjo temo. To, kar čutimo v sebi, ni pogum. To, kar čutimo v sebi, je ranljivost, je strah, so vse te stvari, ki sem jih prej naštevala. To, kar pa ljudje vidijo, je pa pogum. In rabimo kar nekaj empatije za to, da prepoznamo to, kaj se v človeku dogaja. Ampak tukaj se srečamo z eno pomembno zapreko in to je, s kakšnimi idejami o ranljivosti smo mi odraščali in se še vedno z njimi soočamo. Če sami zase pomislite, kaj je ranljivost za vas? Šibkost, občutljivost. V kakšnih prepričanjih ste odraščali? Bolečina. To, kar sem jaz, ko sem prvič dobila to vprašanje od Brené Brown na izobraževanju, je šlo meni skozi glavo, to je tako, da odpreš čreva krdelu volkov, ki te hočejo požreti. To je bila moja ideja takrat. Od takrat sem se malo predrugačila svoje prepričanje o ranljivosti, v telesu se pa še vedno dogaja točno to, kar se dogaja v tistem trenutku. V osnovi ranljivost pomeni samo tole, negotovost, tveganje in čustvena izpostavljenost. In če zdaj pomislite na pogumna dejanja, ki ste jih sami naredili, ali pa pogumna dejanja, ki ste jim bili priča, a se lahko spomnite kakšnega, ki ni vključevalo ranljivosti? Jaz sem naredila tudi tako anketo v pripravah na to predavanje, kjer so ljudje opisovali svoje pogumna dejanja. Porod brez lajšanja bolečin, povedati babici, da imam fanta, se soočiti s svojim očetom, ki ni bil tak, kakršnega smo si želeli. Odločitev, da sem šla sama na potovanje, slovo od sina, obisk psihoterapije, dati odpoved, biti taka mama, kot jaz verjamem, da je prav biti, se izpostaviti v sporu z vrstnikom in moja najljubša trenutno, govor pred veliko množico ljudi brez napisanega besedila. Vse te situacije so situacije, v katerih je precejšnja mera ranljivosti. In to je ta prva stvar, ki jo želim z vami deliti danes. Da ranljivost ni šibkost, čeprav je večina med nami na ta način odraščala ali pa to verjela. Ranljivost je pogum, ko ga pogledamo dovolj od blizu. In drugo, kar pogosto povezujemo s pogumom, je strah. Meni je bil pomemben nauk to, ko sem raziskovala pogum, da psihologi se praktično ne ukvarjajo s pogumom. Jaz sem psihologinja, ampak o pogumu nikjer nič. To, s čimer se psihologi ukvarjajo, je strah. Strah je čustvo.
Kaj pa pogum? Čustva so načeloma sestavljena iz tega, da iz nekega kognitivnega aspekta nekaj mislimo, iz tega, da nekaj doživljamo in nekaj se nam dogaja v telesu in iz tega, da imamo neko težnjo po nekem vedenju, da želimo nekaj narediti in to naredimo. Strah, se pravi, jaz se doživljam ogroženost, ranljivost, doživim vse to, kar smo prej opisali in vedenje pri strahu je umik, beg. In kaj naredi pogum? Oddvoji vedenjsko situacijo od doživljanja. Se pravi, to, kar jaz naredim tisto, česar me je strah. Zato mi je všeč ta citat. Pogum je strah, ki je zmolil svoje molitve in naredi to, kar je treba narediti. In zdaj zgodba o mojem pogumu. Mogoče, glede na fotografijo, si boste predstavljali, da bo to zdaj zgodba o tem, kako sem se pogumno lotila poroda. Ampak to ni moja najpomembnejša zgodba iz nosečnosti. Zgodba, ki je zame zahtevala največ poguma v nosečnosti, je bilo ohranjanje moje telesne integritete ob tem, da si nenadoma vsi ljudje mislijo, da te lahko zašlatejo za trebuh. A lahko dvignete roke vse v tej dvorani, ki ste bile kdaj noseče? Vidno noseče. Vidno noseče. Ja. A lahko dvignete, enih se pač ne vidi. A lahko dvignete roko vse tiste, ki ste kdaj doživeli, da se jih kdo dotakne vašega trebuha? A lahko dvignete roko vse tiste, ki ste kdaj doživeli, da se jih kdo dotakne vašega trebuha brez vašega dovoljenja? Še vedno velika večina. Ali pa da so vprašali, pa niso upoštevali tega, da ste rekli ne. To je nekaj, kar je v naši kar normalno, ljudje to delamo. In ko se je meni to prvič zgodilo, jaz sem vnaprej vedela, da bo to meni problem. Jaz nočem, da me ljudje šlatajo, ne da sem jaz za. In sem se pripravljala na to. In vsem, ko se mi je prvič zgodilo, sem zmrznila. Jaz sploh nisem vedela, kako naj reagiram. Nič nisem mogla narediti, samo solze so se mi začele nabirati in sem upala, da bo situacija čim prej konc, da lahko pobegnem in se v miru zjokam. Potem pridem domov in mene Žiga, moj partner, začne nadirati, kaj je to? Zakaj nisi rekla ne? Jaz vem, da tebi to ne paše, zakaj ne rečeš? In sem tako, ne vem. Se veste, še noseča zraven, pač čustev. In potem v naslednji situaciji jaz začnem to trenirati. Jaz grem in pa tako, prosim, oprosti, meni to res ne paše, oprosti. Ne, čakaj, brez oprosti. Ne želim, da se dotikaš. In sem mogla trenirati in trenirati in trenirati in trenirati. In ta prve 3-krat sem se še vedno zjokala, ko sem prišla ven in potem s časoma sem začela imeti varno distanco. A poznate to? Koliko daleč so ljudje, pa zakaj se nosečnice ves čas držijo za trebuh? Ne samo zato, ker imajo rade svoj trebuh. Tudi zato, da lahko. In to je tisto, če nimamo poguma, da postavljamo meje, moramo ustvariti distanco. In to ni bil odgovor, ki sem ga želela. In potem s časoma postalo vedno lažje. Oziroma, če rečem, da je postalo vedno lažje, je to malo tako, kot če bi rekel, da s treningom 20-kilska utež postane vedno lažje. Ni postalo lažje. Sam mišico poguma sem malo bolj razvila. In mogoče je to tisto, kar rabimo. Mogoče je to tisto, zaradi česar rabimo pogum. Mi ga ne rabimo zato, ker bi hoteli vsak dan skakati 100-metrskih mostov. Potrebujemo pogum zato, da lahko prosimo za to, kar rabimo. Da govorimo to, kar verjamemo, da je resnica. Da zaplešemo, kadar se zasliši melodija. Da sprejmemo svojo zgodbo. Da postavljamo meje in da poiščemo podporo, ko jo potrebujemo. In to so mehni trenutki. To niso neki velike stvari. Ni vedno most. Ampak za vsakega posameznika so pa to lahko ogromni koraki. Meni je všeč metafora arene. Za pogum. Arena je situacija, v katero se jaz stopim in je okrog in okrog cel kup enih ljudi, jaz sem v areni sama in želim nekaj pomembnega narediti. Počutim se ranljivo, samo izpostavljeno, ne vem, kaj se bo zgodilo. Moja trenutna arena je tole, samo da zdaj si lahko predstavljate, kako izgleda, če na sedežih dejansko stojijo ljudje.
Ko vstopamo v areno, je fino, da malo vemo, koga bomo tam srečali. In koga si predstavljamo, da bomo tam srečali. Cel kup enih ljudi, ki imajo marsikaj za povedati. Cel kup ljudi, ki si o meni lahko marsikaj mislijo. Recimo, a je to res ista obleka, ki jo je imela že zadnjič v Cankarjevem domu? Ja, je. Me zanima, če bo pol Matej, ki tudi govori o ranljivosti, kaj boljši, ali pa če bo Mojca, ki je moja sošolka, ali bo ona kaj boljša, kdo bo zdaj boljši, kaj bo več, kaj bo manj, ali pa po drugi strani, kdo si ti in kaj sploh delaš tukaj? Spodaj so še ta pomembni sedeži. VIP lože so tisti ljudje, ki odločajo, kaj je dobro in kaj je slabo. To so ljudje, ki so areno postavili. V tem primeru najverjetneje bi to bili Blanka, pa Nastja, pa pač vsi tisti ljudje, ki so utemeljitelji pozitivne psihologije ali pa vsi, ki kaj vejo o pogumu. Njihova mnenja so lahko kar pomembna. Potem pa še ta poceni sedeže, ki jih tukaj ni, pa jaz jih niti ne vidim, ampak ravno zaradi tega je to fina metafora, ker so anonimni, brez obrazov. In lahko rečejo karkoli. Največ jih je na internetu. To bomo tam pol videli, ko se pojavi predavanje, tam lahko vsi vse povejo. In ko poznamo tole, in če pomislimo na to, kaj je tisto, kar je vaša trenutna arena, v katero še niste vstopili, kaj je to, kar vas zadržuje? Zakaj ne greste not? Zakaj ne ste vi danes tukaj? Kaj nas zadržuje? Še vsi govorijo o tem, ja. Kaj imam jaz zapovedati še zraven? Kaj še? Strah. Strah pred čim? Pred izpostavljenostjo. To, kar najpogosteje dobim, ko to vprašam na delavnicah v pogumu, je tole. Strah pred neuspehom. Kaj, če mi ne uspe? In moj odgovor na to je, nič skrbeti, zagotovo vam kdaj ne bo uspel. Če smo dovolj pogosto, dovolj pogumni, je to neizbežno. To je tako kot fizika. Zagotovo bomo neuspešni. In če to vemo, kaj si želimo narediti? Če vem, da je velika možnost in če vidim vse te kritike in obstaja možnost, da bom neuspešna, kaj hočem narediti? Vstati, se zaščititi. Jaz mislim, da tole. Zdaj lahko grem noter. Cela zaščitena, z vsemi oklepi, gremo. Noben mi nič ne more. Kritiki ne pridejo do mene. To je dosti naraven odziv, ker naši možgani grejo v to, o tem verjetno bo več povedala Sara, ampak naši možgani grejo v to zaradi tega, ker so bili narejeni v času, ko je bil naš največji problem to, a bomo hrana ali bomo našli hrano. In če je to moj največji problem, s katerim se soočam, je seveda logično, da takrat, ko sem ogrožen, se želim braniti, zaščititi. Dvigant vse oklepe, boj, beg, gremo. Danes pa ta tveganja niso več na življenje in smrt. Naravno se je braniti, ampak modro se je pa vprašati, kaj je tisto, kar zares tvegamo in čemu. Oklep nas res zaščiti. In jaz mislim, da tukaj se je pomembno vprašati, za kakšno ceno. Kaj je tisto, kar plačamo? Če imam jaz ves čas srce v oklepu, če bi jaz prišla sem gor kot Iron Man z vsem tem, potem ne bi mogla nobenega med vami pogledati v oči,
Potem ne bi mogla z vami deliti zgodb o tem, kako mi kdaj pa kdaj kaj ne uspe. In cena, ki jo plačamo, po mojem mnenju, je to, da se moramo odpovedati vsem tistim stvarem, zaradi katerih živimo. Stiku z ljudmi, temu, da nam nekaj zares nekaj pomeni, čustvom. Skratka, vabilo je v areno brez oklepa. Kaj pa lahko vzamem s sabo? Ker smo celi taki in nas je strah. Odgovor na to vprašanje so vrednote. Jaz se moram zelo dobro zavedati, zakaj grem v to areno. Kaj je tisto, kar tam je, kar želim narediti. In meni je všeč, veste, kaj pravijo velikrat, kaj bi naredil, če te ne bi bilo strah? Meni je všeč, če ta citat malo preobrazimo in se vprašamo, kaj je vredno narediti? Kaj je vredno narediti, tudi če nas je strah? Kaj je vredno narediti, tudi če bomo mogoče neuspešni? In odgovor na to vprašanje je vredno narediti tisto, kar je skladno z našimi vrednotami. Tisto, za kar nam je pomembno v življenju. In če gremo še malo više od vrednot, je tisto, tukaj je slika kompasa, je smer v našem življenju. Je tisto, v čem mi vidimo smisel v svojem življenju. Meni je všeč, nimamo vsi nekega svojega poslanstva. In zato mi je všeč, kako je te smisle definiral Jorge Bucay, ki sem ga pred kratkim spoznala. On pravi, da imamo 4 različne. Lahko je smisel življenja uživanje, lahko je to, da pridobivamo moč in vpliv, lahko je to, da pustimo nekaj za sabo, presežnost, ali pa da imamo neko specifično poslanstvo. In kateri okoli od teh deluje kot kompas. In fajn se je zavedati, kateri je naš kompas. Zato, ker ko se bomo znašli v temi in v areni in ne bo nikjer nikogar in ne bomo videli, kaj se dogaja, je fajn, da imamo kompas, na katerega lahko pogledamo, in vrednoti, ki so kot svetloba, s katero najdemo spet pot. Maya Angelou je rekla, da je pogum najpomembnejši od vseh vrlin, ker brez njega nobene druge vrline ne moramo udejanjati. In ob tem se jaz spomnim na eno mojih najljubših pogumnih punc, to je Nika Kovač. Ona je moja zelo dobra prijateljica in med drugim je oseba, ki je pred kratkim napisala knjigo o pogumnih puncah, oseba, ki ima inštitut 8. marec, ki je k nam pripeljal kampanjo Jaz tudi. Ampak vse te stvari, pa še marsikaj velikih stvari naredila v življenju. Ampak niso te stvari, na katere se jaz spomnim, ko pomislim na njo in na pogum. Spomnim se na to, kako smo enkrat sedeli v enem lokalu za Bežigradom in je ona pila svojo belo kavo in jaz sem pila svoj zeleni čaj. In me je pogledala in je rekla, bilo je takoj potem, ko je pustila službo v javni upravi. In me je pogledala in rekla, Katka, meni je toliko strah. Meni je toliko strah. In jaz smo popoldne predstavitev pogumnih punc, kako naj govorim o pogumu, če me je toliko zelo strah. In jaz že takrat sem bila cela solzna in sem me gledala in sem rekla, Nika, točno tako. Ne vem, če mi je ratalo to reči, ampak to mi je šlo skozi glavo. Točno tako, točno to je tisto. Da narediš kljub temu, da te je strah. In ona mi je rekla enkrat, škaj je, jaz sploh ne vem, če sem pogumna, jaz sploh ne razmišljam, če me je nekaj pomembno, jaz to naredim. Sploh ne pomislim na vse tisto, kakšne bodo posledice. Sploh nočem, ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak vem, da je to pomembno narediti. In resnično junaštvo ni v tem, da skačemo iz mostov. Resnično junaštvo je v tem, da smo to, kar smo in živimo to, kar govorimo. In se borimo za tiste vrednote, ki so nam pomembne. Nika je tudi tista, ki me je predstavila Bucaju. In on pravi tudi tole, da številni ljudje tako gradimo svojo identiteto, da se vedemo kot bedaki in skrivamo super junake, kakršni smo v resnici. Jaz mislim, da to zelo drži. Če pomislite na ljudi, ki jih ne marate, ki vam grejo na živce, ali pa kdaj ste sami taki ljudje, ki si niste zelo všeč, je največ takrat, kadar smo v Iron Man modu. Se pravi, takrat, ko imamo dvignjene vse obrambe, se začnemo obnašati neprijetno.
In jaz se tukaj spomnim na to, a imamo mi v Sloveniji sploh junake? Skozi govorimo o tem, kako moramo biti pridni, pa smo delavni, pa pridni, ampak kaj pa pogum, kaj pa naši junaki? In jaz se spomnim na Kekca. Jaz, ko sem bila otrok, jaz imam 2 mlajša brata, s katerima sem odraščala, in mi smo se zelo radi igrali Kekca. Mi smo Kekca znali praktično na pamet. In smo se to zelo radi igrali, mi smo preigravali to ves čas. In edini problem, ki smo ga imeli, je bil z razdelitvijo vlog. Namreč, Max, najmlajši, ni imel tega problema, ker je bil še premejhen in ni znal hoditi pa govoriti, znal pa odlično lajati in je bil zato popoln za vlogo volkca. Tako da tam ni bilo težav. Jaz pa Martin sva pa imela problem. On je hotel biti Kekac, jaz sem hotela biti Kekac. Ne bom zdaj, samo zato, ker sem punca, tista boga, nemočna, šibka, slepa mojca, ki nič ne more sama, pa čaka, da jo nekdo reši, ali pa po drugi strani močna, ampak tečna, zoprna, nepriljubljena pehta. In sem hotela biti, poleg tega sem dosti bolj znala besedilo od Martina. Piflarka od skozi. Na koncu sem si ustvarila dejansko alternativno identiteto zase, ker sem ugotovila, da punce, če so pogumne, je kar nekaj enih sporočil, da ne, moraš biti pridna. In pehta, ki se je odločila stvari delati po svoje, je ostala nepriljubljena, nepriljudna, kar nekje sama. In jaz sem dejansko ustvarila alternativni ego po imenu Dejan in Dejan si je upal vse. Dejan je bil totalen car, on je lahko naredil vse in kadar Katka ni upala, je Dejan zrihtal. In Dejan je bil tisti, ki se je spuščal na različna junakova popotovanja. Junakova popotovanje pomeni, to je zdaj zelo poenostavljen model, ampak gre za to, potem so zgrajeni vsi miti, praktično v svetovni mitologiji, da se najprej junak poda v neznano, dobi nek klic, nekaj se zgodi, nekaj ga vrže za ravnotežje, on reče, to je nekaj, kar me kliče, in on se poda v neznano, gre skozi različne preizkušnje, neuspehe, padce, se pobere, pade in vse to, in potem doživi neko spoznanje, neko preobrazbo, neko težko preizkušnjo in iz te izkušnje odide drugačen, kot je vanjo vstopil. In potem se vrne nazaj domov v svoj domači svet. Pa sem jaz razmišljala o Kekcu. Kekac je že na začetku bister, hraber, pogumen, pameten, premeten, priljubljen, njemu se nič ne zgodi. Pa sem se včeraj šla film še enkrat pogledati. A veste, kdo dejansko gre skozi preobrazbo v Kekcu? Pehta, volkec, pa Rožle. Rožle, ki ga ves čas označa kot strahopetca. Ampak kaj on ves čas, cel film, kaj on počne? Njega je totalno strah in potem nekaj naredi par korakov proti temu in potem spet zbeži in potem spet naredi par korakov, da bi rešil nekaj in spet zbeži in on gre skozi preobrazbo. In mogoče ni naključje, da edini del besedila, ki se ga iz Kekca še vedno spomnim, tale. Volka sem pa takole, z oči v oči pred seboj mu. In to je rekel Rožle, ki si je upal. Junak je tisti, ki pade, ampak se vedno znova pobere. In zato, da lahko to počnemo, potrebujemo v tej naši areni tudi ene ljudi, ki malo navijajo za nas. Potrebujemo ljudi, ki so lahko z nami empatični, ki sedijo na sedežih podpore in so naši navijači. Moji trenutni niso tukaj, ampak bolj ali manj tam. Hvala. In hkrati je pomembno, da tudi sami zase ne sedimo na tistih kritikih, pa primerjavah, pa sramu, ampak da sedimo na sedežu samosočutja, da znamo biti prijazni do sebe, takrat, ko doživljamo neke stvari, ki so težke. In v tem smislu pogum ni nekaj, kar lahko počnemo sami. Pogum je funkcija skupin. Takrat, kadar smo v krogu zaupanja, nekam, kjer vemo, da pripadamo, tam je prostor za srčnost, tam je prostor za to, da smo to, kar v resnici smo. In iz takega varnega kroga lahko naredimo pol korak v neznano in se potem vrnemo nazaj. Tako kot majhni otroci. Moja hčerka je zdaj stara 14 mesecev, bo počasi, in zdaj ona počasi začenja raziskovati in pol hitro preteče nazaj k mamici, ko gre predaleč. Ampak tukaj se moramo počutiti varno, moramo vedeti, kje smo doma.
da lahko potem raziskujemo. In zdaj imam za vas en izziv. A vi veste, kdo so vaši ljudje? Če vzamete svojo vstopnico za današnje predavanje, je velika ene tolkle, to je prevelik prostor. Prepognite jo na pol, pa si napišite na toliko majhen prostor, kdo so tisti ljudje, katerih mnenje zares šteje. Lahko to naredite zdajle? Lahko to naredite enkrat drugič, če rabite malo premisliti? Ampak to je pomembno. Predvsem zaradi tega, ker zelo pogosto, ko naši ljudje navijajo za nas, pa nam povejo svoje mnenje, mi to odpravimo, ker rečemo, te nas imajo itak radi. Vseeno je, kaj si ti misliš, tebi je itak vse všeč. Pomembno je, kaj si mislijo, unika me ne marajo. In pol gremo gledati unete zlobne komentarje na YouTubeu, pa ne vem, kje vse, pa kaj vse komentirajo. Zakaj? Bi mi bilo bolj mar za nekoga, ki ga ne vidim, ki sedi v temi in izza svojega ekrana govori neke stvari o meni, kot pa za nekoga, ki dejansko želi, da jaz uresničujem svoje vrednote. In če še niste, dajte na ta seznam tudi sebe. Da ste prijazni sami s sabo v situacijah, ko je težko. To, kar smo do zdaj povedali, govori o tem, da je pogum veščina. Pogum je veščina in je mišica, ki jo lahko treniramo. Sestavljena je iz 4 veščin, ki smo jih do zdaj pravzaprav že omenili vse. Eno je, da se soočamo s svojo ranljivostjo, da je ne zanikamo, ampak da ozavestimo to, smo sočutni do sebe in naredimo kljub temu. Druga je jasnost vrednot in osmišljanje, da vemo, zakaj delamo to, kar delamo. Ta tretja je gradnja zaupanja in psihološke varnosti, to, da se počutimo v svojem krogu ljudi varno, da zaupamo sami sebi in drugim. In četrta, da lahko ovire in neuspehe, s katerimi se bomo zagotovo srečali, presežemo. In to pripelje do tega, da pogum ni nekaj, kar se jaz enkrat odločim in potem kar ves čas sem pogumna. Ni osebnostna lastnost. To je nekaj, kar jaz vsakič znova izberem. Se srečam s situacijo in lahko zberem, da naredim to, kar sem vedno naredila, kar mi je udobno, kar mi je domače, vse te svoje obrambe, ali pa izberem to, da ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak vem, da je prav, da to naredim. Meni je mogoče še bližji citat od Dumbledorja. A je kakšen Harry Potter fan tukaj noter? Imamo enih par. Dumbledore reče, prihajajo težki časi in prišel bo trenutek, ko bo vsak med nami moral izbrati med tem, kar je lahko in med tem, kar je prav. In to je tisto, kar je pogum. Da takrat, ko je težko, zberemo to, kar je prav. Kar pomeni, da pogum je v bistvu gre po nekih korakih. Najprej zaznamo to svojo ranljivost, začutimo strah. Potem je fajn, da se spomnimo na to, da je to človeško, da je to v redu, da ne gremo v zanikanje teh čustev, ampak da smo sočutni do sebe, da smo prijazni do sebe. Se spomnimo, zakaj sem tukaj in zakaj to delam. Se spomnimo na to samozaupanje, vem, kdo so ljudje, ki me pri tem podpirajo, se počutim varno, vem, da bom tudi, če padem, preživela in šele takrat lahko izberem in naredim tisto, kar je zares pogumno. Zdaj to drugo sliko sem dala tukaj zraven zaradi drugih stvari, ki so se dogajale na ta dan. Ta most v ozadju je tisti, iz katerega sem skočila. In to je od mene zahtevalo dosti manj poguma, kot pa pogovor, ki sem ga potem imela s svojim partnerjem. Ker sva se nekaj zelo kregala o nekih zelo temeljnih stvareh. In je bilo zelo pomembno, da skomunicirava to, kaj se dogaja. In po eni strani je zahtevalo veliko poguma povedati, kaj so moje meje in kaj si jaz želim. In po drugi strani je še toliko več poguma zahtevalo, da sem lahko sedela in poslušala stvari, ki jih mogoče nisem hotela slišati, ali pa ki so mi neprijetne za slišati. In z veseljem bi vam rekla, da sem jaz cel ta pogovor bila ves čas pogumna in odprta in ranljiva in vse to speljala kot predavam. Žal bi vam Žiga najlepše znal povedati, da kaj se dogaja z mano takrat, ko sem obrambna. In žal se moram tudi jaz vedno znova spomniti na to. In vedno znova
iti skozi ta krog. In se potem spomniti, ok, spet sem Iron Man, dajmo dihati, dajmo se odpreti. In mislim, da ni hec o tem, da bi pač enkrat bili pogumni in pa bomo vedno pogumni, ampak da je to proces. In pridem do svoje naslednje pogumne punce, to je Urša. In to je zgodba o tem, kako sva midve se nisva marali na začetku, ker imava obrambe, ki drugi niso bile všeč. Tako bom rekla, to je njen smeh drugače. Do enega trenutka, ko se je ona odločila, da bo moja prijateljica. In to se je zgodilo po eni delavnici, ki smo bili skupaj na impro-klovnovski delavnici v Würzburgu. In smo tam delali eno grozno vajo. Vaja je bila sestavljena iz tega, da smo 3 punce se postavile na oder, ena zraven druge, in morale med sabo tekmovati v tem, kjera bo dobila pozornost gledalcev, ne da bi med sabo lahko imela interakcijo. Skratka, zgrajena vaja za to, da igra na vse tiste stvari, kar se tiče ranljivosti, in ne vzpostavlja prav velike psihološke varnosti. In meni je bilo v tej vaji grozno. Jaz sem se ves čas ukvarjala z mislijo, pa zakaj bi mene sploh kdo gledal? Valjda bom jaz tudi gledala Hailey, ki je sam carica, ki je pač čudovita. Hailey je ena oseba, ki ima eno bolezen, telesno dismorfijo, ampak ona se toliko dobro počuti v svoji koži, da smo vsi hoteli sam biti tam in z njo in njo gledati. In potem je bila ta tretja oseba, ki se je odločila dati svojo Iron Man obleko gor in je pač nekaj igrala. Jaz sem se pa sesedla in sem gledala Hailey. In ko se je naredil ta zaključni krog, jaz sem ves čas nabirala solze, zelo mi je bilo težko v tiste situaciji, in naredimo ta zaključni krog in vedela sem, da če spregovorim, se bo sam usul. Vedela sem, da če vzpostavim očesni kontakt s kogarkoli, se bo sam usul, in tega nisem hotela. Okay. In sedim in Urša me gleda, in me gleda, in me gleda, in jaz nekaj me gledati, ker ne morem zdaj. In pol pride do mene in reče, kako si, in zadeva se je zaključila s tem, da smo se vse 3, Hailey, Urša in jaz, jokale v WC-ju in si govorile, koliko moramo biti bolj pogumne in koliko se moramo imeti bolj rade in koliko ne vem kaj vse. Ampak bistveno je to, da se je zgodila ena razpoka v tem oklepu. Malo se je zgodila razpoka v mojem, malo se je zgodila razpoka v njenem. In od takrat naprej jaz verjamem, da ranljivost ni tako zelo šibkost, pa uno, čreva pa volkovi, ampak to, da je to priložnost, da ustvarimo resničen stik z nekom. In če smo ves čas v oklepih, se temu odpovemo. In ranljivost je tista, kjer se rodijo vse te stvari, za katere je vredno živeti. Tam se rodi radost, tam se rodi zaupanje, ljubezen, sočutje, vse te stvari, ki jih hočemo imeti več v življenju, vse te stvari, zaradi katerih smo fizično danes tukaj v tej dvorani in v kateri mi vsi verjamemo, izhajajo iz ranljivosti. In mogoče največ poguma potrebujemo za radost. Mogoče največ poguma potrebujemo za to, da kdaj pa kdaj se prepustimo, zapojemo, zaplešemo. In jaz sem si obljubila, da ne bom jaz edina pogumna v tej dvorani danes. In zato bi vas povabila, da z mano skupaj vstanete. Tisti, ki ste dovolj pogumni, če ne, pa ni treba. In si damo dovoljenje, da nekaj zapojemo. O tem ena zgodbica kratka. In sicer ta, kdo med vami verjame, da ne zna peti? Yes! A poznate kakšnega 4-letnega otroka, ki verjame, da ne zna peti? Skratka, vrnite se nazaj v ta čas, preden so vas naučili, da ne znate peti, preden so mene naučili, da ne znam peti. To sem izbrala tudi zaradi tega, ker je to eden mojih največjih strahov. In bila so leta, ko me nihče nikoli ni slišal peti. Zdaj pa gremo. Tako da prosim, bodite z mano. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi zanko, ga uženem kozji rok. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora, grejo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Prav. Hvala vam, koliko je to lepo. Jaz res mislim, da skupno petje ne bi smelo biti rezervirano samo za cerkev. Zaključila bi pa rada s tem. To je citat, ki sem ga jaz fotografirala na Berlinskem zidu, ko sem bila na izmenjavi v Berlinu pred 10 leti in je še vedno ostal z mano. In pravi, viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Veliko majhnih ljudi, ki v veliko majhnih krajih delajo veliko majhnih stvari, ti bodo spremenili obraz sveta. In to je tisto, s čimer bi jaz rada zaključila. Pri pogumu ne gre za neka velika dejanja, ne gre za majhne korake za človeka, pa velike korake za človeštvo. Ampak ravno obratno, gre za ogromne korake za človeka in za zelo majhne korake za človeštvo. Ampak pogum je nalezljiv. Vsakič, ko vidimo nekoga, ki naredi nekaj pogumnega, s tem nam da dovoljenje, da smo s svojim življenjem malo bolj pogumni. Nas navdahne, da naredimo sami nekaj pogumnega. In vsakič, ko izberete pogum namesto udobja, naredite ta svet malo pogumnejši, malo boljši, malo srečnejši, malo bolj pristen. In zato moje končno vabilo. Pogum je nalezljiv. In tukaj noter nas je že kar nekaj, ki lahko smo prvi okuženi. Dajmo začeti to epidemijo. Hvala. Hvala.